Živijo, tukaj Valentin. Danes bom govoril o novi vrsti otrok, ki naj bi se rojevali, tako imenovanih indigo otrocih, mavričnih otrocih, kristalnih otrocih in diamantnih otrocih. To so pač ti ezoterični izrazi, ki naj bi naznanjali novo dobo in preobrazbo človekove zavesti. Jaz sem pred nekaj leti že gledal en film o teh indigo otrocih in v tem filmu je pokazalo, kako je ta otrok, ki je bil indigo, kako je imel svojevrstno osebnost, kako se je zelo hitro razjezil, kako je bil nepotrpežljiv, predvsem glede govorjenja neresnic, kako je imel sposobnost predhodno zaznati, kaj se bo zgodilo. In opisuje se, da ti otroci naj bi imeli določene posebne sposobnosti, predvsem pa jih zaznamuje določena nestrpnost, vzkipljivost, torej naj bi za svojo čustveno značilnostjo kazali na to, da je s tem svetom nekaj narobe. No, glede tega je tako, da če uporabimo zdrav razum in pogledamo, kaj je pomen takšnega obnašanja in ali je to neko boljše obnašanje, kot ga imamo ostali ljudje, lahko vidimo, da takšno čustveno eksplozivno obnašanje ni nič kaj podporno in ni zgledno za neke otroke, ki naj bi bili boljši, ki naj bi se bolje obnašali, spoštovali, razumeli to stvarstvo. Kajti čustva so produkt umsko-zavestnega sistema, ki nas loči od realnosti v tem trenutku. Za vsakim čustvom temelji oziroma sloni neko prepričanje, konfliktno prepričanje, in če sledimo tej misli, potem se povzroči v našem umu konflikt in povzroči se čustvena reakcija. Takšni otroci, ki so zelo čustveni, torej ne prevzemajo odgovornosti za svoje sodelovanje v umu in posledično niso nič kaj zgledni glede napredka človeške rase. Lahko pa tudi rečem, da se je sistem reinkarnacije po letu 1998, ko se je odprl meddimenzijski portal, dejansko spremenil. In sedaj ni več bitij, ki prihajajo inkarnirani za karmo, za dušo, ampak so otroci, ki se sedaj rojevajo, nekako brez tega predprogramiranega uma, ampak zgolj podedujejo umske vzorce svojih staršev. Glede tega, kakšne barve imajo avro otroci, pa je tako, da avra je samo emanacija umsko-zavestnega sistema in ne predstavlja neke posebne vloge, je zgolj odraz določenih miselnih vzorcev. Cilj se je osvoboditi uma in posledično tudi izgubiš avro, in poznam osebo, preko katere se je seveda tudi odprl meddimenzijski portal po imenu Sonet Spis, ki se je osvobodila popolno uma in ona je sedaj brez avre oziroma ima tako imenovano transparentno, lahko bi se tudi rekli kristalno ali diamantno avro. Kdor želi več zvedeti o tem, vas vabim, da si pogledate povezave pod tem videoposnetkom, in še veliko tovrstnih zanimivih stvari boste lahko izvedeli v naši mednarodni raziskovalni in razvojni skupini Destiny. Hvala za posluh in nasvidenje.